To je pa še kar neverjetno. Ne? Zdravstvo kot institucija je zraslo za 16 točk. To je en največjih skokov, skratka zaupanje v zdravstvo. In so na vrednostih, ki jih je zdravstvo dosegalo v času epidemije, kar je zelo povedno. Zaupanje v zdravnike po letu in pol stavke je šlo pa tudi že drugič zapored gor in je pa ne samo, da je zraslo, ampak je doseglo tako imenovano borzno rečeno all-time high. Vrednost, ki smo jo nazadnje izmerili spet med epidemijo oziroma na vrhuncu epidemije, ker so imeli zdravniki res ključno vlogo, pa tudi še tam nekje v letih 2013, 2014, predno se je začel zdravstvom, rekel, v medijih kar resno napadati in sesuvati. Ne? Zdaj, tle ne bom zdaj rekel, da je to avtomatično indikator zadovoljstva ljudi s sprejetim zakonom, ker mislim, da večina med njimi je tam, kaj jaz, da ne ve, da nima pojma, kaj not piše, razen tistih ključnih stvari, ki so se po medijih rolale. Je pa vseeno nek znak, odziv populacije, morda, tle sta po mojem mnenju možni dve razlagi. No. Prva je ta, da so vseeno podprli na nek način to, kar se je zgodilo, da je prišlo do enega koraka naprej, da je zdaj zaupanje v zdravstvo, češ, zdaj smo pa sprejeli zakon, zdaj bo pa malo boljša. Ne? Druga stvar je pa... Eno pod vprašanje. No, dokončaj, kam imava klele zaljažo. Druga je pa seveda, je pa tudi ena, smeti dost verjetna razlaga. Meni se zdi, po mojih osebnih izkušnjah, tokrat pa iz ožjega in širšega kroga, da je bilo letos od januarja pa do zdaj in še so kar nekaj ljudi resne bolnih na način, na kakršnega nismo bili vajeni. Skratka, da smo imeli neke vrste mini epidemico, v kateri se je po mojem mnenju več ljudi srečalo z zdravniškim sistemom, kot bi se sicer